Z globokimi vdihi in izdihi umirjam svoje telo in pomirjam svoj in dam namero, ki pravi: moja namera je povezati se z energijo, svetlobo, s stvarstvom, za namen vzpostavljanja ravnovesja celic v mojem telesu. In z vsakim izdihom se poglabljaš v bolj sproščene energije. Telo sprejme to umirjenost. Na začetku se z njo seznanja in sedaj z vsakim vdihom in naslednjim izdihom jo tudi sprejme. Še nekaj časa dela in potem spusti. In predstavljaj si, kot da je poleg velika rdeča tipka, na kateri piše stop. In ko spoznaš, ozavestiš, da ponovno o nečem razmišljaš, jo samo umsko pritisni. In na ta način bodo misli vakuumsko potegnjene in s tem zapustile tvoj energetski prostor. Dihaš, ramena so sproščena, telo je povsem sproščeno in skozi to meditacijo in povezovanje z namenom vzpostavljanja harmonije v tvojem fizičnem telesu bodo celice čisto umirile tvoje telo in te napolnile z energijo popolne umirjenosti, popolnega spokoja. Telo je čisto mirno, lahkotno in naša namera za vzpostavljanje ravnovesja celic v našem telesu ob povezovanju z energijami, ki so tu vedno okoli nas in za nas, čisto umiri telo, pomiri in te pripravi do sproščenega stanja, ob enem pa pripravi varno, ljubeče in energetsko sprejemljive vibracije, ki ustvarijo čudovit prostor, če mu lahko tako rečemo, in začuti, kako lepo se počutiš, kako mirno ti je, kako imaš občutek, kot da te je nekaj objelo. In tisto nekaj bo tudi povezovalo se s sleherno celico v tvojem telesu in prinašalo, vzpodbudilo, prinašalo in vzpostavilo ravnovesje.
In ko si tako miren, mirna, si predstavljaj, kako skozi kronsko čakro, ki se sedaj odpre. In za tiste, ki ste morda na začetku te svoje raziskovalne duhovne poti, lahko z roko jo odprete, da si nekako lažje predstavljate. To je kronska čakra, ki je povezana z energijami, z vsem, kar je, s stvarstvom, kakorkoli to kdo imenuje, s tistim nekaj, tako bom jaz imenovala, s tistim nekaj. In ta energija vstopi skozi to kronsko čakro, gre skozi pinalno žlezo, ki ima pomembno funkcijo sodelovanja z intuicijo. In samo polni najprej tvoj in si predstavljaj, da je v tvojem nešteto celic, ki so inteligentne, ker če ne bi bile inteligentne, ne bi funkcionirali, ne bi delovali mi kot ljudje. Zato zavestno sprejemaj in spremljaj vstop te energije v v možgane, v celice in si predstavljaj, kako so te celice res majhne, tako drobne, da so komaj vidne pod mikroskopom. In vsaka taka celica je živa. Zato je tvoj živ, deluje. In ta energija tistega nekaj z žarki se poveže z vsako celico. Si predstavljaj, kako se v tvojem naredi kot ognjemet na nek način, kjer tisto nekaj se poveže z vsako celico, pomiri prinaša umirjeno, povsem umirjeno energijo. Začuti, zaznaj, kako se useda kot neki utrinki v tvoje celice in vzpostavlja na ta način ravnovesje. Pomirja ga uči pomirjenega stanja, ga uči, da je v redu, da je sprejemljivo, če je v harmoniji. In s tem, ko sprejema vso to energijo tistega nekaj, hkrati naredi prostor, energetski prostor za lepe misli, lepe slike, za lepa prepričanja, za vse tiste lepe stvari, ki bodo spodbudile tebe na poti osebne rasti, na poti, katero si se dogovorila s svojo dušo. In samo dovoli in si predstavljaj, če ti je lažje, kako lepa energija je sedaj v in s tem je pomirjeno. Ker naenkrat ta rdeči gumb izgine, ker ni več potrebe po njem, ker so se celice povsem umirile, vzpostavljajo ravnovesje in prav čutiš harmonijo v svojem
In energija tistega nekaj nenehno priteka in ta izvor nikoli ne usahne. Temveč gre sedaj iz uma v glavo in ti žarki se povezujejo s celicami oči. Jih pomirjajo, vzpostavljajo ravnovesje. Kot da bi božal nekdo vse tisto, kar prihaja, kar boš z očmi lahko videla. Hkrati pa odnaša vse tisto, kar so oči videle do sedaj in kar ti je vzpostavilo neravnovesje, kar je na nek način oči zabolelo. In ta energija tistega nekaj je tako močna, da odstrani vse tisto, kar je grdega in nepotrebnega in tudi neresničnega. Pomirja oči, jim dovoli jih oči, tako kot umu, biti umirjen, biti sproščen in biti odprt za vse tiste stvari, katere še prihajajo. Zate, lepota, ki jo boš še videla. Vse tiste lepe slike, doživetja. In začuti ravnovesje v očeh, kako te celice, ki so žive, če ne bi videla, kako so sedaj pomirjene in povezane z nešteto žarki tistega nekaj. In ko se ozreš s tretjim očesom na oči in na uvidiš, kako vse je živo, polno ravnovesja in polno teh žarkov tistega nekaj, ki je vstopilo skozi kronsko čakro in tvoja namera se izpolnjuje. In sedaj nadaljujemo in opaziš, kako energija in žarki tistega nekaj gredo v ličnici, v tista občasno rdečka in sramežljiva lička. In tukaj je kar nekaj te površine, kar pomeni, da je ogromno inteligentnih celic v tvojih ličkih. So živa, vesela in sprejemajo energijo tistega nekaj. Sprejemajo žarke in vzpostavljajo ravnovesje s tvojimi celicami. Hkrati, ko se žarek sreča s celicami, ki so v tem trenutku polne nizke vibracije in neravnovesja zaradi prisiljenih nasmehov, zaradi občasnega občutka sramote, krivde, strahu, katerega lička naša zaznajo, prikimavanja morda, v resnici pa misliš nekaj drugega. In ti žarki to odstranjujejo in se lepo v tvoje celice useda kot snežinka, kot utrinek, kot en tak mikro lep delček v obliki lepega žarka, energetskega žarka, katerega namen je vzpostaviti ravnovesje v ličkih.
da se lička nasmejeta takrat, ko je res smešno, ko želiš, ko čutiš to prijaznost, da izžarevajo tebe. Tebe, osebo, ki je v ravnovesju. In sedaj so vzpostavljena ravnovesja v ličkih, v očeh, v glavi in vse to se počasi tudi dotika obeh ušes. Ta energija v ušesih, v sluhovodu vzpostavlja ravnovesje in hkrati odstranjuje vse tisto, kar je do sedaj bilo slišanega, pa je bilo zelo boleče. Kar je bilo slišanega, pa je bilo moteče. Kar je bilo slišanega in je bilo povsem nepotrebno. In energija pravi, da tvoj sluhovod ni tunel smeti. Zato izbiraj, kaj poslušaš, koga poslušaš. In zato ti bodo te energije pomagale vzpostaviti ravnovesje in hkrati, ko se žarki povezujejo s celicami v ušesu, ki so žive, ker te dejansko tudi ne bi slišala, če ne bi bile žive. Zato se poveži in dovoli, da ta energija se samo sidra, da jo oba sluhovoda sprejemata, zato da se povezuješ s svojimi ušesi, da se odpreš in s tem, da se tudi odpreš nekim lepim stvarem. Vsi ti žarki, ki že nekaj časa delujejo sedaj v umu, pri očeh, v ličkih. To je energija, ki se potem tudi širi svojo vibracijo in pomaga tudi obema ušesama delovati bolj mirno, vzpostavljati ravnovesje. In sedaj, ko energetsko čistiš svoje ušesa, lahko morda vidiš, kako nekaj odhaja, kot neka temnejša energija oziroma neki občutki. Morda se ti lahko pojavi tudi oseba, dogodek, situacija, katero si slišal, slišala, bil prisoten in ti je absolutno porušilo ravnovesje v tvojem počutju. Vse te stvari so res žive, res delujejo, ker če ne bi videli, ne bi slišali, ne bi okušali, ne bi mogel razmišljati, če ne bi bilo živo. In slabo počutje je dejansko odgovor na vse, kar se nam dogaja, na tak način, zato ker se mi tako odzovemo, ker smo naučeni, ker mislimo. In sedaj s tem dovoljenjem tistega nekaj, da vzpostavlja ravnovesje, pa začneš spoznavati, da ni potrebe, da je vedno tako, da ni potrebe sploh, da je tako, da obstajajo drugi načini in da jih le do tega trenutka nisi poznal. Sedaj zaznaj, kako je vse v tistem delu sproščeno in kako se ta energija vseh teh energetskih delov, kot so oči, lička, ušesa, kako to deluje, kako je vse živahno, kako je vse povezano z žarki tistega nekaj. In kot da bi te sonce obsijalo, kako je vse lepo, mirno, toplo in telo sproščeno in v tem delu vzpostavljena čista harmonija delovanja
In ta energija tistega nekaj se širi in gre do tvoje ustne votline, do tvojih ust. In najprej v ustih sprejema v jeziku, kjer je nešteto živčnih končičev, kjer je nešteto brbončic in teh živih, celičnih, inteligentnih delov, vzpostavlja ravnovesje in odstranjuje vse tisto, kjer čutiš potrebo, morda po sladkem, morda po hrani, po nekih prigrizkih, po alkoholu, po kajenju. In spoznavaš, kako ti je dovoljeno biti drugačen, drugačna, mirna, z vzpostavljenim ravnovesjem. Kako je pomembno, da vzpostaviš kontakt in ravnovesje v tem delu, ki vpliva absolutno na celotno telo. Zaznaj okus, kakšen okus imaš sedaj v ustih in začuti ali pa si predstavljaj, kako energija tistega nekaj vključno z namero, ki pa je tvoja svobodna volja, katero si izrazil, sodelujeta in vzpostavljata celično ravnovesje v tvojih ustih, v jeziku, pri zobeh, na dlesnih, v grlu. In kako spoznavaš, da imaš možnost in da lahko z vzpostavljenim ravnovesjem ješ, piješ le tisto, kar telo v resnici potrebuje, ne tisto, kar si naučen, da misliš, da potrebuje. In prav čutiš, kakšna eksplozija teh energetskih žarkov je v ustih. Je to nešteto teh celic, ki so zelo povezane sedaj z energijo tistega nekaj, s to svetlobo, vzpostavljajo ravnovesje in v ustih je sedaj iz tistega ognjemeta vzpostavljeno ravnovesje. Predvsem mirno, lahkotno, ko se zavedaš, da je to tvoje, samo tvoje. In da dovoliš sebi biti notranje mirna v ustih. Jesti tisto, kar v resnici telo potrebuje, in piti tisto, kar v resnici telo potrebuje. Seveda so dovoljeni pregrehi občasni. Ti ne bodo porušili ravnovesja, zato samo sprejemaj in se sprosti. V glavi je, v celotni glavi, v ustih, v ušesih, v očeh, v umu, je vse tako povezano, ravnovesje je vzpostavljeno. In sedaj se ta energija prelije in začne dotikati celic ustnic. In ustnice so tiste, ki ljubijo, in usta so tista, ki govorijo. In začuti, kako se te žarki s tako toplino, s tako čudovito energijo tistega nekaj, ki je povezana s tvojo energijo, izraženo v nameri, kako vzpostavlja ravnovesje v ustih, v ustnicah, so vse tiste stvari in na tiste tematike, o katerih se pogovarjaš, pa ti niso ljube. Vzpostavlja ravnovesje za vse tiste trenutke, ker ta energija dejansko obstaja, za vse tiste izrečene besede, za katere ti je bilo potem žal. Za vse trenutke, ko si imela občutek, da se je potrebno boriti zase. Ko si želela vzpostaviti ravnovesje, pa kar nikakor ni šlo.
sedaj so te žarke kot sonce, taka toplina, taka ljubezen in se povezujejo s celicami. Vzpostavljajo ravnovesje, ki pravijo, povej, kar misliš, dovoli si izraziti sebe, biti to, kdor si. Ni potrebno govoriti brez pomena, zapolnjevati nekih lukenj tišine. Ni potrebno, da ti rešuješ, kar misliš, da moraš vse ti rešiti. Naj to ravnovesje vzpostavi tako harmonijo v tvojih ustnicah, da pripravi čudovito podlogo za lepe besede, za srčnost, za izražanje tebe, kakršen ali pa kakršna v resnici si, topla, ljubeča, srčna oseba. In ta energija teh celic se povsem širi in je v tvoji glavi, celotna glava je sedaj obsijana kot soncem, taka lepa toplina, obsijana je žarki, te svetlobe, ki se sidrajo in držijo to ravnovesje, zato da si ti, kdor si, zato da uvidiš, da spregledaš res to dejstvo, da ni potrebe biti vedno v podganji dirki, poslušati druge, videti tisto, kar ne želiš, govoriti tisto, kar ne čutiš, se smejati samo zato. In ni potrebe jesti samo zato, ker je telo tako navajeno. Vsa ta energija iz sproti se razširila in širila tudi v celice nosu. In nos je tisti, ki je zelo pomemben, saj so v njem žive celice, ki naredijo dejansko tak tunel, da lahko ta energija svežega zraka, v katerem je kisik, ki je živ, vse je živo, če ne bi bili mi živi, vstopi in dovoli so to dogajanje, dovoli vzpostavljanje ravnovesja, ker brez zraka nam živeti ni. In začuti, kako vse celice v nosni votlini in v nosu so dejansko povezane že z energijo in z žarki tistega nekaj. In ta energija, ti žarki so prav usmerjeni v to nosno votlino in so vzpostavili popolno ravnovesje. In res je sedaj tvoja glava v popolnem ravnovesju, obdana z žarki tistega nekaj, obdana s popolno ljubeznijo. Tukaj ni pogojevanja, tukaj samo si in dovoljeno ti je biti ti. In vse te celice, vseh organov, vseh delov telesa, ne samo da so povezane z energijo tistega nekaj, temveč so povezane tudi med seboj. In celotna glava je sedaj v harmoniji. Zato začuti ta mir, ta spokoj in dovoli si biti nekaj trenutkov v tej brezpogojni energetski ljubezni, ki jo dostavljajo žarki tistega nekaj. To je izvor in izvir, ki nikdar ne usahne. Zato samo
Bodi v ravnovesju.